Slovenije na novinarski konferenci, ki smo jo posvetili holesterolu. Če zelo poenostavljeno povem, in naši uspešni konferenci, ki je potekala ob koncu prejšnjega meseca. Najprej se moramo opravičiti, tole konferenco vodim od doma in nekaj mi je odpela kamera, tako da žal ne boste mogli videti. Za uvod naj povem, da bomo snemali ta dogodek in zato vas, če kdo ne želi, če bo kaj govoril ali sploh, da bi se videl, potem naj kamero izklopi. To je ena stvar. Druga, vse, ki ne boste govorili v tistem trenutku, prosim, da imate izklopene mikrofone, zato da ne bo prihajalo do motenj. No, in naši gostje iz vabila ste videli, so naš predsednik primarij Matija Cevc, potem profesor dr. Tadej Battelino in pa profesor dr. Zlatko Fras. Tako smo se tudi dogovorili, da bo vsak imel svoje uvodne besede, potem pa boste imeli možnost postavljati vprašanja. Vprašanje lahko postavite tako, da preprosto dvignete roko, torej s tistim naznako, tam pri reactions spodaj dvignete roko, tako da bom jaz videl, da želite govoriti. Vključite potem seveda mikrofon in se javite, ali pa vprašanje zapišete v chat spodaj in bomo odgovorili potem, ko bomo videli, da je vprašanje prišlo. Kot običajno bomo po novinarski konferenci pripravili tudi izjavo za javnosti, ki jo boste dobili brž, ko bo konferenca končana. Takole, to je nekaj osnovnih uvodnih podatkov, zdaj pa primarij Cevc, naš predsednik, ima uvodno besedo. Izvoli. Ja, najlepša hvala in pozdrav tudi v mojem imenu. Kot je že gospod Zalar povedal, pravzaprav je ta tiskovna konferenca nasledek zelo uspešne okrogle mize, ki smo imeli 29. novembra, na kateri so sodelovali tako predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, predstavniki Združenja kardiologov, predstavniki medicinske fakultete, pediatrične klinike, tudi podpora Ministrstva za zdravje. Skratka, zelo širok krog ljudi je razpravljal popoldne o pretežno zlasti o hiperholesterolemiji in obravnavi pravzaprav preventivnih programih v Sloveniji. Znotraj tega se je izkristalizirala ena zelo pomembna zadeva, na kateri bo danes poudarka, pa o tem bosta malo več povedala profesor Fras in profesor Battelino. Tisto, kar bi pa jaz za začetek rad povedal, je pa to, da Slovenija pravzaprav ima na področju preventivnih aktivnosti izredno bogate izkušnje in zelo široke programe. Cela vrsta preventivnih programov od svita pa do drugih potekajo v Sloveniji, ampak je pa ena težava, da tudi v referenčnih ambulantah, kjer se pravzaprav pregleduje vsa odrasla populacijo in se išče razne dejavnike tveganja, skratka, mi imamo ogromno teh programov, ogromno podatkov, ki pa žal niso med seboj povezani in zaradi tega pravzaprav mi ne moremo na temelju tega vedenja, na temelju teh podatkov, nekih usmerjenih preventivnih aktivnosti, ki bi zajemale celo Slovenijo ali pa specifične posamične regije organizirati. In zaradi tega smo prišli tudi na tej konferenci do ene z mojega vidika izredno pomembne ugotovitve, da je nujno potrebno tukaj narediti neko poenotenje, o katerem bo malce več govora pozneje. Znotraj tega smo videli tudi to, da, kot sem rekel, podatke imamo, vendar pa do njih ne pridemo, ne moremo jih zanalizirati in zaradi tega, ker so vsi ti podatki o bolnikih, o njihovih težavah zaprti, tako rekoč v ambulantah posamičnih zdravnikov, zaradi tega pravzaprav tudi pride do pomanjkanja te informacije in marsikatera
recimo temu, pomanjkljivost v zdravstvenem sistemu bi bila lahko odpravljena, če bi mi vse to skupaj med seboj povezali. Gre za to, če imaš ti pregled nad bolnikovim stanjem, recimo od otroštva do starosti, če veš, kakšni so njegovi dodatni dejavniki tveganja, ti lahko na ta način pravzaprav načrtuješ zdravljenje, po drugi strani pa tudi preprečiš ponavljanje preiskav, predpisovanje zdravil je bolj natančno, ker natančno veš, kaj kateri bolnik v tistem trenutku prejema in lahko medsebojne neželene učinke zdravil na ta način tudi preprečiš. Seveda že zdaj sistem omogoča, da pogledamo, katera zdravila so bila bolniku predpisana, ampak ne vemo pa, kaj tudi dejansko takrat v neki točki jemlje. Skratka, to je treba na nek način premostiti, premagati te težave, da bi bilo naše zdravljenje bolj kvalitetno, bolj varno in ne nazadnje, če preprečimo te medsebojne učinke ali pa zaplete, tudi cenejše. No, to je ena od teh stvari. Seveda na tej okrogli mizi je bilo še kar nekaj z mojega vidika izredno pomembnih pobud posredovanih. Dobili boste tudi danes skupaj z obvestilom za javnosti, ampak poudariti bi bilo pa treba, da smo se dogovorili, da bomo pripravili pravzaprav tako za mladostniško in pediatrično populacijo, kot tudi za odraslo populacijo, neke usmeritve, kako obravnavati bolnike z motnjami v presnovi maščob, po drugi strani, kako zagotoviti, da bi našli tiste bolnike, ki so še posebej ogroženi, to so tisti, ki imajo tako imenovano družinsko hiperkolesteromijo, in da bi tudi omogočili genetiko. Skratka, cela vrsta takih pobud je bila dana, do katerih smo se vsi udeleženci te okrogle mize pravzaprav soglasno opredelili, tako da mislim, da bo kar pomemben korak naprej, če bomo četrt od tistega, kar smo se dogovorili, pravzaprav prenesli v dejanja. Torej, mislim, da je pa ta ideja, kako iskati te bolnike z visokim holesterolom in jih početi čim prej zdraviti, izredno pomembno. Mi vemo, da takih bolnikov v Sloveniji za družinsko hiperkolesteromijo je okrog 8.000. In teh 8.000 ljudi je ogroženih, če jih ne prepoznamo pravočasno, da bodo že v mladih letih doživeli srčno-žilne dogodke, zaplete, z vsem, kar temu sledi, od poslabšanja splošnega zdravja do invalidnosti, tako da te ideje, mislim, so izredno pomembne in upam, da nam jih bo uspelo implementirati v naš zdravstveni sistem čim prej. Samo toliko za začetek. Hvala lepa. Hvala, primarij Cevc. Mislim, da nobenega od naših sogovorcev ni potrebno posebej pozdravljati. Smo pa veseli, da je z nami profesor dr. Tadej Battelino, ki mu zdaj predajam besedo. Izvolite. Lepša hvala. Hvala lepa, da ste prisotni na tej novinarski konferenci. Iz moje strani pravzaprav dve sporočili. Kot veste, vsem otrokom v naši državi je ponujeno presejalno testiranje za holesterol v starosti približno 5 let, to je med sistematskim pregledom pred vstopom v šolo, kjer se itak vzame vzorec krvi in je bilo pred več kot 15 leti temu dodan tudi holesterol. Takrat je bilo to morda nekoliko vizionarsko, zdaj se je pa seveda izkazalo, da je to pravilen pristop. Ko smo začeli dejansko dobivati otroke z povišanim holesterolom v tej starosti, smo najprej preko ARRS, preko Slovenske raziskovalne agencije z projektom uvedli gensko testiranje z uporabo sekvenciranja naslednje generacije. In ko smo videli, da to gre, ko smo vzpostavili sistem, smo ga preko terciarnega projekta Univerzitetnega kliničnega centra uvedli v rutinsko prakso. Zdravstveni svet pri Ministrstvu za zdravje je odobril ta novi program in priporočil, da se ga uvrsti v redno financiranje strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. In mi resnično upamo, da bo
minister za zdravje to uvrstil v splošni dogovor oziroma v prvi aneks, kar bo prej na vrsti, ker lahko s tem seveda tudi takoj rutinsko začnemo. Prednost tega presejalnega programa je, da dobimo zelo zgodaj otroke, torej dovolj zgodaj, da začnemo zdraviti skladno z evropskimi smernicami, predvsem pa, da v primeru pozitivnega genetskega izvida, da potrdimo torej genetsko družinsko hiperholesterolemijo, pristopimo tudi k kaskadnemu skriningu, to se pravi k skriniranju staršev oziroma sorodnikov in seveda s tem pravočasno odkrijemo tudi mlade odrasle osebe, ki sicer ne bi bile rutinsko odkrite. Tako da vse to je zdaj zajeto v tem novem programu, ki resnično upam, da bo šlo v splošni dogovor in da ga bo Zavod za zdravstveno zavarovanje začel financirati. To je mogoče prvo sporočilo. In drugo sporočilo seveda je, da je mogoče pa seveda slediti in ustrezno voditi od mladosti, pa potem seveda vse v odraslo dobo in končno v zrelo, če hočete, samo če imamo enoten zdravstveni elektronski karton na primarni ravni. In mogoče še z tega mesta ta res morda ta hip najbolj pomemben poudarek, se pravi, Slovenija potrebuje enoten elektronski zdravstven karton na primarni ravni, ki bo postavljen na odprto platformo, tako da bo dogradljiv in da bo lahko komuniciral tudi z vsemi z zakonom ustanovljenimi registri, med njimi tudi seveda register za družinsko hiperholesterolemijo, ki bi se v tem primeru lahko s kliničnimi podatki avtomatično bogatil iz tega enotnega elektronskega sistema, se pravi kartotek, kar je praksa seveda v razvitem svetu. Torej, resnično nujno potrebujemo enoten elektronski zdravstven karton na primarni ravni, ki bi s tem seveda omogočil celostno in skozi vse življenje potekajoče sledenje ljudi, seveda tudi ljudi z družinsko hiperholesterolemijo oziroma kasneje povišanim holesterolom iz drugih razlogov, z poligenskimi oblikami. In seveda tudi nadzor kvalitete tega vodenja, to se pravi, bi dobili vpogled v to, ali je vodenje ustrezno, ali dejansko uspemo preprečiti hude zaplete, do katerih zgodaj prihaja, srčno-žilne zaplete, do katerih zgodaj prihaja pri tej populaciji ljudi. Tako da za uvod samo ta dva poudarka in seveda z veseljem dodatna pojasnila, če bodo potrebna. Najlepša hvala za besedo. Hvala lepa. In tudi profesorja Zlatka Frasa ni potrebno posebej predstavljati. Veseli smo, da je z nami in predajam vam besedo. Izvolite. Ja, hvala za povabilo, tako za sodelovanje na okrogli mizi, kakor tudi na tej tiskovni konferenci. Starih resnic ali pa znanih resnic ne bi ponavljal. Se mi zdi, da vsi, ki smo na tej tiskovni konferenci, vse kolikor zmorem presoditi po imenih, vemo, da je hiperholesterolemija eden ključnih dejavnikov tveganja za aterosklerozo in vse, kar slabega iz tega sledi. Tudi vemo, da si prizadevamo že nekaj desetletij vplivati na ravni holesterola v populaciji. Nenazadnje v Sloveniji smo že pred 20 leti uveljavili tako imenovani sistematični screening ali presejanje odrasle populacije med 35 in 70 letom na dejavnike tveganja. Tako da imamo dragocene podatke o tem, kako je z ravnijo holesterola v populaciji. Tudi intervencijski del tega presejalnega programa verjetno poznate, temelji na spremembah življenjskega sloga. Torej, trudimo se odraslo populacijo kljub vsemu temu, kljub vsem, bom rekel, izkušnjam, da je to težko spreminjati odrasle, vendarle modificirati v njihovem obnašanju in to je temelj ukrepanja. Jasno pa, da celovito obravnavo hiperholesterolemije dopolnjujejo tudi drugi elementi, tako diagnostični kot terapevtski. In ena stvar, ki se navezuje na to, kar je povedal
profesor Battelino, je neka širša, dostopnejša, bolj sistematična diagnostika družinske hiperholesterolemije tudi v odrasli dobi. In na okrogli mizi, ki je bila citirana, smo predstavili to možnost tudi reverznega kaskadnega testiranja, skratka odkrivanje novih primerov v odrasli populaciji, kjer imamo določena orodja za to na voljo in potem okrog tega novega primera seveda odkrivanje nenazadnje tudi mlajših in otrok. In samo združitev enega in drugega bo dala nek celovit program tako imenovanega kaskadnega iskanja novih primerov. Jaz mislim, da je 8000 celo malo konzervativna ocena, morda jih je 10 000 takih oseb v Sloveniji. Če si predstavljate, to je kot en stadion v Stožicah, bi napolnili s tem. In to je v vsaki državi podobno. Torej, mi imamo Stožice, recimo Angleži imajo Wembley, jih je 60 do 80 tisoč. Skratka, kar veliko, poznamo jih mogoče 1/10. In to, kar so pediatri začeli na raziskovalni osnovi pred leti, je izjemno dragoceno. Tukaj lahko definitivno rečemo, da smo edinstvena država v svetu in lahko smo edinstveni tudi s tem, da zadeve ne izpustimo iz rok. In 100% se pridružujem seveda pobudi akademika Battelina v smislu pritiska na to, da bi konec koncev tudi sredstev za digitalizacijo države morda namenili nekaj beličev za ta enovit karton ambulantni, iz katerega bi seveda potem lahko tudi vsebinske podatke zajemali v različne registre. Jaz mislim, da to zmoremo tudi zato, ker ima Slovenija na tem področju komparativno prednost. Majhnost je na tem področju prednost in dajmo jo izkoristiti. Toliko o tem, vse ostalo po mojem že bilo povedano in sem odprt za vprašanja. Hvala. Hvala lepa še enkrat vsem trem govorcem. Jaz bi rad pred začetkom rekel, da smo zelo veseli in ponosni, da je Svetovna federacija za srce nam zaupala organizacijo take konference, s tem dala seveda tudi vzpodbudo za nadaljnje preboje na področju obvladovanja holesterola v Sloveniji, ampak seveda mi smo šli precej široko in to bo, upam, vplivalo na celoten zdravstveni sistem. Predvsem uvedba recimo tega kartona, o katerem je govoril profesor Battelino. Torej, zdaj predajam besedo, če tako rečem, vam, udeležencem. Imamo v chatu vprašanje, zakaj elektronskega kartona še nimamo, kje so ovire? Bi znal kdo odgovor? Ja. Zaradi tega, ker imamo zelo številne lokalne platforme za vodenje pacientov, ki so med seboj nepovezljive. In doslej ni bilo junaka, ki bi pravzaprav rekel, da je treba vse to med seboj povezati. Saj po moje je to. Pa mogoče, če profesor Battelino ali pa Zlatko ve, kaj ve. Če dovolite, jaz nisem župank, da bi raziskal preteklost in dajal odvezo. To mi nikoli ni bilo zelo blizu. Jaz predlagam, da se naprej ozremo. Če dovolite, bi obrnil to vprašanje, kaj je potrebno narediti, da bi dobili enoten elektronski kartoteko na primarnem nivoju. Potrebno je dati razpis ven. Nič drugega. To se pravi, verjetno je naslov za to Ministrstvo za zdravje, ki da razpis za enoten elektronsko kartoteko, elektronski karton za celoten primarni nivo zdravstva v Sloveniji in da tehnične pogoje in seveda potem se pač zainteresirani na to prijavijo in se izbere najbolj kvalitetnega in najbolj cenovno smiselnega ponudnika. Jaz mislim, da je to vse.
In jaz predlagam, da mi smo zelo nagnjeni k debatam o preteklosti. Jaz mislim, da seveda je to stvar zgodovine in filozofije in tako naprej in je to dobro. Vendar pa za naše področje zdravstvo pa je veliko boljše, če se pravzaprav pragmatično usmerimo v rešljive stvari. Ta je zelo rešljiva. Kot veste, je tudi v Evropi velik poudarek na digitalizaciji zdravstva iz povsem jasnih razlogov. Tako da je moj predlog, če ste tako prijazni in nas podprete pri tem, da enostavno prekinemo razpravo, damo ven dobro tehnično pripravljen razpis in zadevo izpeljemo. Hvala lepa. Profesor Fras, boste kaj dodali? Težko k temu kaj dodam. Jaz mislim, da je treba biti aktiven, ne pogrevati mogoče dejansko zgrešenih priložnosti, ampak mislim, da je zdaj velika priložnost. Ne nazadnje, Slovenija je usmerjena v digitalizacijo, imamo, mislim, da urad ali pisarno, kako se to že imenuje, in to je po mojem ena prvih prioritet, poleg seveda digitalizacije drugih področij. Mislim, da je ta svet za digitalizacijo naredil nekaj izjemno dobrih predlogov oziroma nabor teh predlogov in imamo vse šanse, da to res naredimo. In enovit tak karton ambulantni bi nam tukaj zelo koristil. Hvala. Mi bomo seveda vse pobude, ki jih boste prijeli, jih je več kot za eno stran, posredovali na pristojnim, predvsem pa seveda tudi predstavnike medijev prosimo, da jih posredujejo splošni javnosti. Ker želimo pač, da bi se stvari čim hitreje premikale tudi z našo pomočjo. To je vloga Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Vse vemo vsi, da smo preventivna društvo in seveda lahko pričakujemo potem boljše obravnavo vseh bolnikov, ne samo tistih, ki imajo težave z boleznimi srca in ožilja, in seveda tudi boljše izide zdravljenja. Je še kakšno vprašanje? Če mi dovolite, bi jaz postavil enega. In sicer zanima me, ali je kakšna povezava med visokim holesterolom ali povišanim holesterolom in covidom. Oziroma, ali so bolniki, več kot polovico jih je v Sloveniji, ki imajo povišeni holesterol, bolj, da nam rekel, dovzetni za obolenje ali pa da so posledice hujše. A se že kaj ve na tem področju? Ja, so določeni podatki, ki govorijo v prid tega, da so določene povezave in mi moramo namreč vedeti tudi to, da ne nazadnje COVID je vnetna bolezen je tudi ateroskleroza, holesterol povzroča tudi vnetje, skratka tukaj so določene povezave. Zdaj, kakšna je statistična povezanost, pa jaz ne vem, če mogoče zgledati, če ti veš. Ampak so neki pokazatelji, ki kažejo, da naj bili tisti, ki imajo zelo visok holesterol, nekoliko bolj ogroženi za zaplete, ampak verjetno ravno zaradi tega, ker so tudi to tisti, ki že imajo pravzaprav srčno-žilne bolezni. Ja, jaz mislim, da neposredne, recimo, vzročne povezave v smislu večje dovzetnosti ni dokazane. Dejstvo, ki si ga navedel, torej nekdo z aterosklerozo, celo recimo polivaskularno, pomeni implicitno multimorbidnega pacienta in seveda ogroženost za slabši potek in slabše izide je na ta način večja. Tako da seveda si mi prizadevamo za vsemi priporočili in svetovanjem našim pacientom zagotoviti zlasti to, da bi jih obvarovali pred to boleznijo nasploh. In seveda poziv k cepljenju tudi na tem mestu verjetno ni odveč. Hvala.
Hvala lepa. No, to je bilo bolj aktualno vprašanje, ker se zdajle suče okrog tega in tudi na mene se obračajo znanci, pa me sprašujejo, kako je o tem, zato hvala za ta odgovor. Seveda je bila naša konferenca pravzaprav veliko širša, ne? In to je bilo tudi iz naših prispevkov razvidno. Ne vidim več nobenega vprašanja. To drži, imate še zadnjo priložnost. Če ne. Ja, seveda, izvolite, profesor. Dopolnim, če ste toliko prijazni. Hotel sem povedati, profesor Fras je seveda omenil priložnost, da se tudi za odrasle osebe z družinsko hiperholesterolemijo izboljša dostopnost do tega in seveda to je ključno. In program, ki smo ga predlagali zdravstvenemu svetu in ga je odobril in čaka na umestitev v splošni dogovor oziroma aneks splošnemu dogovoru, karkoli bo prej, in resnično upam, da bo minister za zdravje to naredil, seveda obsega tudi celotno diagnostiko odrasle populacije. Tako da to je vključeno in se strinjam, da je to pravzaprav za našo državo trenutno najbolj pereč problema, ker če smo to za mlade, za tem presejanjem, za otroke nekako zagotovili, seveda je zdaj mogoče prav akutno, da takoj poiščemo tudi njihove mlade starše in preprečimo zgodne, resne srčno-žilne zaplete. Tako da jaz mislim, da je to izredno pomemben poudarek in sporočilo, da čim prej začnemo, torej vsa tehnologija laboratorijska je tukaj, prav tako znanje. Docent dr. Urs Grošelj, ki vodi ta program, je trenutno na Fulbrightu kot gostujoči profesor na Stanfordu, sicer bi on sedel tukaj in še dodatno povedal, pravzaprav, da se tudi te dobre možnosti resne diagnostike širijo. Če trenutno uporabljamo panel, s katerim gledamo 18 genov vpletenih v družinsko hiperholesterolemijo, zdaj razvijamo to tudi v poligensko obliko, ki je včasih, v nekaterih primerih, kjer se te kombinacije številnih genov združijo, lahko ravno tako zelo visoko tveganje za srčno-žilne bolezni, tako da je tudi nek pogled naprej, da Slovenija ostane tukaj tudi na področju res najbolj razvite diagnostike vodilna in to še enkrat za vso populacijo, se pravi od otrok pa vse do nekako 130 let, nad 130 let pa še ne vemo. Najlepša hvala. Hvala vam. Profesor Fras, videl sem roko pri vas pritisnjeno, sicer pa imamo še dve vprašanji v chatu. No, v resnici je ravno Tadej opozoril na to povezovanje zgodnje diagnostike in iskanja seveda širšega zaledja vsakega tega posameznega pacienta je, bom rekel, naša skupna ideja, nek imperativ. Ne nazadnje, kot pravim, mi smo z temi programi nekako vodilni tako na področju presejanja na dejavnike tveganja pri odraslih, kot seveda genetsko testiranje vseh otrok z zvišanim holesterolom po presejalnem pregledu. In prav bi bilo, da bi nekako združili moči in seveda konec koncev to dobro stvar za našo populacijo seveda implementirali širše, tako da bi tudi bili mogoče vodilni v smislu deleža populacije od teh 10 000, ki smo ga omenili, ki ima potrjeno genetsko diagnozo, kajti samo na ta način bomo seveda lahko potem razširili ta nabor preiskav in seveda tudi, ko bo možno, terapevtskih pristopov. Vedeti morate, da se seveda terapija na tem področju zelo razvija, smo pred vrati genetske terapije in če bomo na to pripravljeni, bomo lahko naredili res zelo veliko dobrega in najmanj, kar je torej 130 let, je jasno naša pobožna želja, ampak vsaj to, kar bi pa lahko vsakemu bolniku z družinsko hiperholesterolemijo zagotovili, je pa, da ne bi živel manj kot njegovi sovrstniki, ki te bolezni nimajo. Hvala. Hvala. Zdaj pa
Vprašanje iz četa, torej kakšen je vpliv visokomaščobne diete na krvni holesterol? Kar jaz, ekstremno velik. Ravno prejšnji teden smo imeli bolnika v naši lipidni ambulanti, ki je uporabil tako imenovano LCHF dieto in je imel holesterola 22. Tako da znano je, da te diete, ki so ekstremne, pravzaprav definitivno niso koristne za zdravje, ker povzročajo številne motnje v naši presnovi. Na splošno izključitvene diete niso dobre iz večjih razlogov, ker človek pač mora dobiti pestro prehrano, po drugi strani pa take diete si težko dolgo časa vzdrževati in potem pride do povratnega udarca. Vsi taki, pravzaprav, večina takih ljudi se take diete posluša načeloma zato, da bi shujšali in tudi shujšajo, vsi shujšajo. Vendar pa potem z obrestmi nazaj pridobijo, ko prenehajo to dieto upoštevati. LCHF je pa ena od, vsaj po mojem vedenju, slabših, zato ker ima pa direktno, neposredno vpliv na ekstremen porast holesterola. Če dovolite, se še diabetolog kle v glas, ne? Ja, to vprašanje seveda je zelo pomembno, tako da najlepša hvala. Maščobe med sabo se delijo. Če so to maščobe živalskega izvora, seveda se zgodi to, kar je primarij Cevc povedal, ne? Seveda pa imamo uravnotežene diete, kjer je manjši delež preprostih ogljikovih hidratov in s tem posledično večji delež maščob, lahko tudi z olivnim oljem. In seveda te diete, ki so pravilno sestavljene in vsebujejo kot izvor maščob, rastlinske maščobe, predvsem olivno olje, ki ima z enega nečisto pojasnenega razloga ugoden učinek na holesterol, pa so seveda sprejemljive, da ne rečem celo, da koristne. Tako da je mogoče tukaj nasvet, da dieto jemljemo resno. Se pravi, to, kar je rekel primarij Cevc, kakršnakoli ekstremna izključitvena dieta, predvsem pa nenačrtovana dieta, je lahko za posameznika, mislim, zelo škodljiva, v nekaterih redkih primerih pa tudi usodna. Tako da je to zelo pomembno vprašanje in seveda je treba vzpostaviti maščobe, če se da, ne bodo torej ne živalskega, ampak rastlinskega izvora, in če imamo možnost, recimo, olivno olje in druga, recimo bolj zdrava olja, tukaj sem mnenja, od olivnega naprej se malo delijo, ampak recimo v tem kontekstu. Kar bi še mogoče, če dovolite, je tukaj tudi vprašanje poligenske, bilo vzpostavljeno, malo sem že omenil, se strinjam, poligenska oblika je lahko v približno 10% enako pomembna kot ta standardna družinska oblika in ravno, kot rečeno, docent Grošelj na Stanfordu razvija pristope za odkrivanje teh povezav zelo šibkih genov, ki pa, če jih je več naenkrat, če se združijo, to pomeni poligenska, lahko resno sliko pravzaprav povzročijo in brez dvoma bomo to vključili v standardno genetsko diagnostiko. Zadnja stvar pa, če dovolite, bom jaz pohvalil profesor Frasa, ker se sam ne more, on je pravzaprav izredno hitro pripeljal na slovensko, se pravi, sceno, če tako rečem, prvo v nekem smislu gensko zdravljenje, ker gre za antisenskodon, za gen PPSK9. To je zdravilo, ki se da načeloma enkrat na 6 mesecev, enkrat na pol leta in je v kliničnih raziskavah izjemno učinkovito. Tako da jaz mislim, da ne bomo samo govorili, da dobro diagnostiko zganjamo v Sloveniji, po zaslugi naših kolegov internistov. Imamo tudi pravzaprav dosegljivo, dostopno, daleč najbolj sodobno zdravilo, ki je na svetu pravzaprav nekaj tednov pred tem, ko smo ga že imeli v Sloveniji, bilo odobreno iz strani Evropske agencije za zdravila. Zanimivo je, da v našem centru tudi na otrocih poteka študija z tem zanimivim zdravilom, seveda prav za družinsko obliko hiperholesterolemije. Tako da po mojem mnenju, veste, če se vrnemo nazaj na elektronski, se pravi, karton ali na elektronsko kartoteko na primarnem nivoju, seveda
bomo imeli še eno možnost videti, a ne, in to je, da je dolgoročni outcome, a ne, pravzaprav vseh teh naših prizadevanj ugoden. Se pravi, da bo se pravi, starostno območje brez prvega zapleta vedno daljše. In to seveda ročno slediti je izjemno težko, ker se zaplet lahko zgodi v kjerikoli ustanovi v naši državi, a ne, in mogoče to zgrešimo. Tako da bi ravno ta enoten elektronski karton, a ne, omogočil, pa ne samo nam zdravnikom pravzaprav, a ne, tudi, če hočete, Zavodu za zdravstveno zavarovanje, pa še bolj mogoče pomembno Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, neposreden vpogled v to, a ne, da so ta naša prizadevanja učinkovita in da kar naenkrat ti ljudje nimajo prvega infarkta pri 35 letih, ampak morda bistveno kasneje, ali pa recimo, da smo zelo optimistični, a ne, morda sploh ne, ker ga znamo preprečiti oziroma prej intervenirati tudi z invazivnimi postopki. Tako da, a ne, vse to si želimo, se pravi, ne gre za neko, bi rekel, tako modno muho, a ne, ampak za zelo resno utemeljeno vizijo, kako pravzaprav neko bolezen, ki resno okvari, zgodaj okvari, hudo okvari, a ne, človeško zdravje, znamo v celoti preprečiti in tudi pokazati potem z dolgoročnim sledenjem, da pravzaprav, a ne, sistem deluje. Hvala lepa. Hvala. Zdaj, profesor Fras, roka je dvignjena. Izvolite. Ja, to obljubim, da bo moja zadnja intervencija, smo rekli 45 minut, bi se pa pravzaprav oglasil na vse tri teme, ki so bile zdaj nekako izpostavljene. Najprej bi se tedaj seveda zahvalil, ja, trudimo se po najboljših močeh skupaj, na eni strani vi, pa tudi mi. Vendar to zadnje, kar je bilo povedano, to je tako pomembno, da si ne morem kaj, da ne bi komentiral. Namreč mnogo zadev v naši državi v zdravstvu temelji na intenciji, da bi zmanjševali umrljivost. Umrljivost je pomemben parameter ali pa indikator zdravstvenega stanja, če hočete, vendar še boljši je obolevnost. No in ravno ta enovit karton, ki nam ga nekako digitalizacija pa enovita digitalna platforma omogoča, bi na tem mestu zelo pomembno prispeval k izboljševanju kakovosti življenja konec koncev, in to je naš ključen cilj. Saj veste, smrt je dokončno dejanje v takem ali drugačnem smislu in tisto, kar mogoče naše večje poslanstvo je izboljševanje kakovosti. Glede zdravljenja, jasno, prihajajo še nove opcije in kot rečeno, torej najbolj ali pa tisti zelo visoko ali pa ekstremno ogroženi so tisti, ki morajo taka zdravila dobiti seveda najprej. Jasno pa, da z razvojem tehnologij in seveda omogočenjem dostopnosti širšim množicam bo to bistveno lažje. In še k dieti, Tadej je povedal, pač oljčno olje oziroma še kakšno iz te skupine, ki vsebuje pravo razmerje med poli- in mononenasičenimi maščobnimi kislinami, velja poznati, bi pa opozoril, mogoče bodite pozorni na rastlinske maščobe, ki pa so visoko nasičene. Tako da tudi ni enovita resnica, bi zdaj čisto vse rastlinske pa bile zelo koristne. In bi spomnil samo na to, torej profesor Battelino je jasno povedal, treba je nekaj vedeti o dieti, preden se lotiš, in prav je, da mi učimo in konec koncev vse, kar se novega naučimo, tudi podelimo z pacienti in širšo populacijo. Hvala. Hvala lepa. Imamo še vprašanje o statinih v chatu. To je? Kakšno vprašanje? Veste kaj, bom jaz začel, pa bo profesor Fras me dopolnil. To je zelo zanimivo vprašanje. Pred kratkim je izšel članek, ki je dajal ljudem statine in placebo in ugotovil, da so pravzaprav težave, ki so značilne za kot stranski učinki statinov, primerljivi bili tudi pri placebo, predvsem bolečine v mišicah. In seveda zdaj je zelo veliko govora, ali se mogoče prezgodaj
opusti zdravljenje statini ali pa zniža, oziroma da se prezgodaj reče, da je ta toleranca znižana. Odkrito povem, da je ta članek sicer zanimiv, ampak po naših izkušnjah nekateri ljudje imajo težave s statini in imajo bolečine v mišicah. In to so predvsem ljudje, ki poslušajo naš nasvet in so izrazito telesno aktivni. Torej, izrazita telesna aktivnost, tek, kolesarjenje in podobno, a ne, seveda povečajo verjetnost, da pride do stranskih učinkov statinov, predvsem v povezavi z razgradnjo mišic. Tako da, vprašanje se glasi, ali na primer dobijo ljudje predpisane statine v največjem prenosljivem odmerku in če jih, ali jih tudi jemljejo. Jaz mislim, da je to pomembno vprašanje. Jaz verjamem, da vsak zdravnik v Sloveniji poizkusi z največjim odmerkom, ki je prenosljiv. Zdaj, a veste, če pa nekdo hoče zdravo živeti in ga v tem bolijo mišice in tega ne zmore, je seveda to omejitev in jaz zelo verjamem, da se v tem primeru nekdo odloči, da ne jemlje teh zdravil. Tako da zato še dodatno pozdravljam nove možnosti, ki imajo manj stranskih učinkov. Profesor Fras. Ja, Tadej, hvala za tudi omembo tega. Torej, ta nocebo učink je seveda predmet številnih razprav. Morate vedeti, da statine jemlje preko 100 milijonov ljudi na svetu in vsekakor velja kljub vsem sodobnim načinom, da je to druga revolucija z antibiotiki v zgodovini človeštva na področju farmacije. Kakorkoli kdo želi omalovaževati ali zmanjševati pomen teh zdravil, dejansko so revolucionarna, še vedno. Mi se trudimo, seveda, če je le mogoče, z največjimi odmerki, ampak vedno znova poudarjamo največji prenosljivi odmerki statinov, po možnosti v kombinaciji z, bi rekel, peroralnimi zdravili. In tudi danes imamo na voljo, ko bi rekel, zelo prikladnih oblikah. Torej, pacient jemlje 1 tableto na dan, največje možno, kar je možno dati na usta. In če pa ne gre, pa jasno, se pa trudimo v drugo smer. Torej, najmanjši možen odmerek, ki ga pacient prenese, kajti za statine poznamo poleg neposrednega učinka na zmanjšanje kolesterola, seveda številne pleiotropne učinke, zlasti protivnetne. In seveda je naš imperativ, da vsak pacient vsaj majhen odmerek statina dejansko tudi jemlje. So pa taki, pri katerih ne eno, ne drugo ali pa vse skupaj na tem področju ne deluje. In tukaj pa seveda potrebujemo nove poti, nove možnosti in zato je zelo dobro, da smo v stiku. Tako da priložnosti tukaj seveda so še. Jasno, da zelo težko je dokazovati statinsko intoleranco. Mogoče smo pred 15 leti mislili, da je to bolj enostavno, kot se zdaj kaže. Gre za subjektivno doživljanje in seveda malo je objektivnih kriterijev, po katerih bi lahko nekomu dejansko tako diagnozo prisodili. Je pa zanimivo, da se seveda tudi na tem področju iščejo genetska orodja in mogoče bomo v nekem doglednem času tudi z razvojem genetike kot nekega, bi rekel, prikladnega orodja, ki ga bomo vsakodnevno uporabljali, bliže temu. Tako da jaz se zelo veselim tudi sodelovanja na tem področju, ki je zdaj morda še vedno nekoliko znanstveno raziskovalno usmerjeno, ampak pokmalu postalo klinična rutina. Ja. Bi pa še jaz samo malo dodal, namreč gre za eno stvar, da je težava v tem, da je med prebivalstvom so pač statini zelo slabo gor vzeti. Verjetno zaradi podatkov v medmrežju, oziroma zaradi trditev v medmrežju, ki so vse več ali manj komercialno usmerjene, ker vsak tisti, ki šimfa čez statine, sočasno nekaj prodaja, ker absolutno nima nobenih neželenih učinkov, kar je seveda laž. Tako da dejansko imamo s tem velike probleme. Neredko vidimo, da pacienti rečejo, da jemljajo
da zdravila jemljajo, ko pa vzameš in pogledaš laboratorijski izvid, pa vidiš, da tega ne jemljajo. Tako da tudi neredko je tako imenovano down titriranje, ki se ga poslužujejo ravno zaradi tega, ker jih je strah, da bo prišlo do neželenih stranskih učinkov. Skratka, tukaj je veliko izzivov, s katerimi se srečujemo, pa jih več ali manj skušamo tudi premagati. Dejstvo je namreč tudi to, da pri nekomu, ki jemlje statine, pa mu dodamo novejša zdravila, je učinek teh novejših zdravil, ki jih dodajemo, bistveno boljši, kot če ta zdravila uporabljamo kot tako imenovano monoterapijo. Tako da tukaj se dejansko zelo, zelo trudimo z spodbujanjem, opozarjanjem tako družinskih zdravnikov, kot tudi bolnikov, da je potrebno vztrajati pri ustreznem nivoju ustreznega statina. Dejstvo pa je, da zelo visoki odmerki zelo učinkovitih statinov imajo nekoliko pogosteje neželene stranske učinke kot tisti tako imenovani blažji statini. Ampak boljš vrabec v roki kot golob na strehi. Skratka, če ne gre drugače, se poslužujemo tudi teh šibkih statinov, ker kot sem rekel, v kombinaciji je učinek bistveno boljši. Hvala lepa. Ne vidim več nobene roke dvignjene, niti nobenega vprašanja v chatu. Mislim, da je bila zelo zanimiva in bogata diskusija, oziroma so bili bogati prispevki naših vseh treh govorcev. Hvala lepa v imenu Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, seveda upam, da tudi hvala v imenu vseh prisotnih. Kmalu po konferenci bomo poslali sporočilo za javnosti, ki vsebuje to, kar je bilo povedano, pa še marsikaj zraven. Dodane bodo tudi vse pobude. Seveda te pobude bomo posredovali tudi pristojnim, kot sem prej rekel, ali včasih uporabljamo besedo odločevalcem, v upanju, da bo tudi tale konferenca, ki smo jo imeli ob koncu prejšnjega meseca, in današnja novinarska konferenca vsaj malo prispevala k temu, da bomo naredili v Sloveniji korak naprej na področju obvladovanja holesterola in s tem prevencije bolezni srca in ožilja in seveda na področju prevencije vseh bolezni, ki nas ogrožajo. Hvala lepa za vašo udeležbo in še enkrat hvala govorcem za prispevke. Hvala. Videnje, hvala. Nasvidenje.